V Sloveniji se obeta uvedba dveh novih presejalnih programov za raka pljuč in za raka prostate. In prav pri slednjem je mogoče reči, da se nekako napoveduje izboljšanje kakovosti skrbi za zdravje moških, kaj ne? Ja, seveda. Zdaj, organiziran presejalni program za rak prostate bo zmanjšal umrljivost moških zaradi bolezni, glede na rezultate raziskav, ki v svetu potekajo in so že zaključene nekatere. Pa vendarle to ni edini cilj, rak prostate je poseben rak. Pogosto ga pravzaprav ni potrebno zdraviti, saj je neagresiven, poteka počasi, tudi ne povzroča težav in tudi ne ogroža življenja. In take moške lahko samo sledimo. Na ta način seveda preprečimo težave, ki jih lahko povzroči vsakršno zdravljenje, hkrati pa ne vplivamo na preživetje teh bolnikov. In to bo treba ozavestiti, da je pravzaprav življenje s to diagnozo lahko povsem normalno brez zdravljenja. Po drugi strani poznamo tudi agresivni rak prostate, tisti, ki hitro napreduje, ki vpliva na kakovost življenja bolnikov in seveda jim tudi streže po življenju. Problem pa je v tem, ker ti moški, ki imajo agresivnega raka prostate, pogosto za to težavo pravzaprav sploh ne vejo, ker jim bolezen sama še ne povzroča konkretnih problemov. Res je. Prav za rak prostate velja, da ni nekih začetnih simptomov. V resnici težave, ki jih moških imajo, najpogosteje so težave spodnjih sečil, torej bodisi imajo povečano prostato in kakšna druga pridružena stanja, tako da so pogosto brez težav, ki bi kazali na bolezen. In ravno cilj tega programa je, da odkrijemo čim več tistih agresivnih rakov pri moških, ki nimajo težav, in izkazalo se je, da pogosto je zapostavljena skupina, so tisti nekoliko mlajši moški, mlajši brez težav, ki morda še ne pomislijo na to, da bi lahko bilo kaj narobe. Po drugi strani je pa eden izmed ciljev tudi to, da ne bi tako prekomerno diagnosticirali bolezni, saj na nek način to tudi obremenjujoče, živeti s tem dejstvom, in da bi tudi nekoliko zmanjšali to diagnostiko in zdravljenje za tiste rake, ki tega ne potrebujejo. Tako da pričakujemo, da bomo naredili tak program, da bo čim bolj v korist moških. In kakšni so načrtovani koraki pri uvedbi presejalnega programa? Vemo, da ga ne moremo pričakovati z danes na jutri, kajti to je dolgotrajen postopek, v katerem je treba predvsem zagotoviti kakovost, strokovnost, celovitost tovrstne obravnave. Ja, zagotovo. V prvi vrsti bomo sledili evropskim usmeritvam, pa tudi te še niso povsem dorečene. Seveda je potem treba narediti analizo v našem prostoru, sedanjega stanja in potem tudi projekcije. Tako da pričakujemo, da bi uvedli nek pilotni program, kot je že bilo rečeno, v 2 do 3 recimo letih, in da bi potem postopno iz tega to prešlo na organizirano presejanje na nacionalni ravni. Torej, seveda to je dolga pot, ne gre čez noč, pa marsikaj se bo šele tekom priprave izkazalo. In morda, če ponazoriva učinkovitost, pomembnost uvedbe tega presejalnega programa z primerjavo z obstoječimi oportunističnimi presejanji, kakšne rezultate lahko pričakujemo v primerjavi z zdajšnjo diagnostiko? Sedaj trenutno poteka določanje vrednosti PSA, torej priložnostno pri moških, ki nimajo znakov bolezni, temu na nek način neorganizirano, in jasno je, da pravzaprav tak način nima jasnega vpliva na zmanjšanje umrljivosti, kar je ključno. Hkrati povzroča prekomerno diagnosticiranje in odkrivanje, torej odkrivanje bolezni pri moških, ki zdravljenja ne potrebujejo, in pa tisto, kar je še bolj pomembno, da pravzaprav je tukaj spregledana skupina bolnikov z agresivno boleznijo. Pogosto so to tisti nekoliko mlajši moški, ki pa imajo premalo krat odkrito bolezen na ta način. Tako da računamo, da se bo predvsem ureditev v prostoru, da bo imela dolgoročno dejansko koristi.